Lep dober večer, spoštovani gledalci. Kot lahko opažate, smo tudi letos, v letu 2012, zadnji četrtek v mesecu izbrali za pogovor z našim urednikom, odgovornim urednikom programa in direktorjem televizije Exodus, gospodom Zoranom Kodelo. Zoran, lepo pozdravljen. Frank, lepo pozdravljen tudi ti. Kaj to pomeni, da smo pustili te četrtkove večere rezervirane zate in za naše gledalke in gledalce, kajti to je za ta čas pravzaprav še zmeraj edina kontaktna oddaja z našimi gledalci, kjer lahko živo zastavijo kakšno vprašanje, kaj pokomentirajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ne razvijamo tako hitro, kot bi si želeli, vsi mi, ne? Da smo hvaležni našim botrom, ki nas sicer podpirajo, ampak mi še vedno dihamo na škrge in ne na polna pljuča, tako da upamo, da vedno imamo neke načrte, da bodo nove oddaje in da bo, se pravi, se naša televizija malo razvila, ampak zaenkrat smo zelo skromni v vseh pogledih. Takoj na začetku naj povabim naše gledalke in gledalce, da pokličete. 1 ura bo zelo hitro naokoli, 059 01 18 08, morda ste si že od zadnje oddaje pripravili kakšno vprašanje za našega gosta, takrat nam je pravzaprav zmanjkovalo časa. 059 01 18 08 je naša telefonska številka. Malce se še vrniva nazaj za kak mesec ali pa slab mesec za nekega vaškega župnika, kot si ti. Poleg te službe, ki jo opravljaš tukaj na televiziji, so božični prazniki bolj naporni kot pa prestop v novo leto, ne? Kako si preživel, kje si bil? Kje si bil? Jaz sem torej božične praznike se tako ve, da je bilo več božičnic, ne? Na naši župniji smo imeli kar 4 polnočke na 2 župnijah. Na novo leto smo pa vstopili tudi sveto Jezusovo daritvijo v novo leto, torej smo imeli prav tako polnočnico, vendar iz prehoda, iz starega v novo leto. Tako bil pa nisem nekjer, vedno na župniji, pa pri delu. Torej nobenega smučanja, nobenega oddiha, nobenega hotela ali kakih toplic, tega ni. Z Bogom začne vsako delo, da bo dober tek imelo. Ali ima dober tek, sedaj že proti koncu prvega meseca novega leta? Ja, nakazuje vse stvari, vendar rekel tako, da ne moremo prav zajeti sape, ker pač zbiramo tiste minimalna sredstva, saj da lahko pokrijemo osnovne položnice. Ampak računamo z Božjo pomočjo, vztrajanjem, z vero in vem, da je Božja beseda modrost in resnična in da Bog ne bo pustil tisti, kateri vztraja. Sami mi moramo verovati in vztrajati do konca in se bo stvar razvila tako, da bo primerno. Pa že to mislim, da je že ta naša skromna ponudba, mislim, da ima svoj tudi večni učinek na dušah ljudi in pač takšni, kot smo zdaj, ne. Kaj dosti več zgleda, da se ne da narediti. V naših zadnjih oddajah lansko leto si mi večkrat dejal, ko sem ti zastavil kakšno vprašanje, si se nasmehnil najprej, potem si pa rekel, to vprašanje bi pa bilo bolj primerno za kakšnega teološkega profesorja ali strokovnjaka, ti si pa vendarle navadni podpohorski ali pohorski župnik, ne? Tako, ja. Zato sem se odločil, da ti nocoj zastavljam samo preprosta vprašanja. Hvala. Za nami je teden molitvena osmina za edinost med kristjani, med krščanskimi cerkvami. Kako en preprosti podeželski župnik, da tako rečem, spremlja vse to dogajanje okoli ekumenizma, needinosti, zbliževanja med kristjani in krščanskimi cerkvami? Torej zase vemo, oziroma tudi verjetno bolj za večino drugih župnikov, da duhovnikov, recimo, ali pa dušnih pastirjev, da sem si na nekatera vprašanja moral odgovoriti generalno. Se pravi, na makropolitiko v svetu
pa na mikropolitiko pri nas v Sloveniji, pa naprimer ekumensko vprašanje, kako stoji, tako da tiste glavne poteze moram poznati, kaj se v bistvu dogaja, in potem tisti mali premiki, ki so gor, dol, levo, desno, mogoče niso niti več tako pomembni. Torej, ekumenizem ali edinost je sigurno nekaj zelo pomembnega za krščanstvo, kajti vidimo, da pri samem misalu, pri vsaki sveti maši, vsaki daritvi Jezusovi se prosi za edinost. To je tisto, prednost si podamo roke, ko pravi, ko molimo, ko se dejansko edinkrat pri sveti maši obračamo na Jezusa. Drugače je vedno Oče v ospredju. Spopolni nas v edinosti? Ne, pravi, ja, in nas... Da se izpolni tvoja volja. Da se izpolni tvoja volja in vodi cerkev pravzaprav k edinosti, da se tako izpolni tvoja volja. In ta volja je Jezusova veliko duhovniška molitev. To povemo iz študija. Zdaj tako kot župniki ne moramo več doštudirati. Ne? Torej je veliko duhovniška molitev Jezusova, kjer Jezus prosi, da bi bili eno. Ne? In to se pravi je v samem centru krščanstva ta želja, da bi bili kristjani eno, in to je želja tudi vsakega pravega kristjana. Sedaj naš kontinent tudi in ves svet pravzaprav postaja ena celota, kjer se srečujejo različne vere in tudi različni kristjani, smo si lahko preko tega sveta, preko zbliževanja vseh kontinentov, preko tehnike, elektronike, elektronske pošte, interneta, pa tudi letal, televizije, smo bliže in se srečujemo. In tudi po zgledu torej Amerike, kjer so ulice z različnimi cerkvami, postaja tudi Evropa zdaj en kraj, kjer nastajajo nove cerkve, spravi krščanske cerkve, in živijo potem neko sobivajo, bi rekel, z neko tradicionalno cerkvijo v državi, kot je pa nas, na primer, v Sloveniji. Tako da srečujemo se med seboj in si seveda tudi želimo, da bi se naučili drug od drugega nekaj, da bi se spoštovali in da bi bili kristjani eno, goreči v duhu, v srcu, v veri, Božji besedi, pa mogoče čist na koncu potem tudi v disciplini, se pravi v neki organizaciji. Koliko se iskreno spoštujemo med seboj in koliko si v resnici želimo več zbližanja med kristjani, med krščanskimi cerkvami? Koliko v resnici si želimo zedinjanja, to je verjetno... Ali so ta prizadevanja res iskrena prizadevanja? Predstavniki cerkva pravijo, da je tako. Čeprav potem bom prebral nekaj iz zasebnega razodetja Vasule Ridan, Grkinje, iz knjige Edinost, krepost, ljubezni, kjer naj bi Kristus govoril drugače. Torej, mislim, da je ena volja cerkva da bi bili eno. Sedaj je seveda, koliko smo se pripravljeni res ponižati, koliko smo se pripravljali ukloniti resnici, ljubezni, zapovedi ljubezni, do bratov in sestro, koliko smo pripravljeni druge cerkve ali druge poglede teološke spoznavati in priznavati, bi rekel, skupne začetke, korenine. To je seveda potem vprašanje, vendar cerkve, ki se vključujejo v ekumenski svet cerkva, naprimer, in druge ekumenske organizacije, mislim, da kažejo neko pripravljenost večje edinosti. Potem prihaja tudi do teoloških komisij, ki teološko raziskujejo, gledajo, koliko se lahko zdaj cerkve dejansko približajo, glede na njihovo komisijo, našo komisijo, mogoče tretjo komisijo. In potem iščejo tiste edinost. Ne. Mogoče bo kakšna kriza ali pomankanje vere v svetu
ali mogoče kakva vojna, karkoli lahko, da bo kristjane, da bodo mogoče prisiljeni stopiti skupaj in tako tudi biti močnejši na nek način v današnjem svetu. Kakšno edinost si ti osebno želiš, kako si jo predstavljaš in kako daleč smo na tej poti? Ja, želimo si vsi kristjani, ki zaupamo v Kristusa, popolno edinost. Popolna edinost je v eni svetniški cerkvi z bi rekel, tudi disciplinsko urejenostjo in tako, da bi bila idealna, ne? Idealno si želimo, vendar vprašanje je pravzaprav, kje nadaljevati in kje začeti, oziroma kje smo. Tako da vedno je nekje začnemo pri posamezniku in potem cerkve seveda imajo tudi različne načrte, v čem smo si lahko edini oziroma kako daleč dopuščajo neko edinost. Vse tudi mi katoličani nismo ravno, bi rekel, zelo pripravljeni. Se mi zdi to, da imamo zaključek ekumenske osmine, v zaključku imamo spremenitev apostola Pavla. Ne? To je tako pač mogoče premalo široko. Ne? Vsekakor pa mislim, da se moramo spoštovati in drug drugemu priznavati tudi, da mogoče kakšna manjša cerkev v nečem boljša ali odličnejša kot naša. Sigurno pa so tisti, ki so brati in sestre, ki so goreči v Bogu, pa niso moje cerkve, recimo kakršnekoli, ne, so nekako nam bliže, bi nam morali biti bliže kot tisti, ki nič ne veruje oziroma mogoče nima istega duha ali pa delno istega duha, kot imamo. Mi nima iste besede, nima istega odrešenika. Tako da enaka večja povezanost med brati in sestrami bi se pričakovala. Teološki strokovnjaki pravijo, da ne bo prišlo do takšne edinosti, da bi se denimo rimokatoličani spreobračali v pravoslavne ali obratno ali v protestanti, v katero od teh cerkva, ampak da se bo edinost zgodila na temelju ljubezni in ponižnosti. Ali nam res tako zelo primanjkuje teh dveh kreposti? Ja, pa tudi mislim, da tudi prave vere nam primanjkuje. Osebne vere, osebnega resničnega prepričanja. Dostikrat smo kristjani samo nekako iz navade, na zunaj, naše srce pa daleč od Boga, tako kot pravi Jezus, ne, to ljudstvo me časti z usnicami, njihovo srce je pa daleč od mene. Ne. Pravi, dejansko te prave vere, pravega upanja, prave ljubezni do ljudi, tudi ne pravzaprav samo mi verni, tudi mi kristjani moramo biti vzor do vseh ljudi, da ljubimo sovražnike, pravi Jezus. Ne. Kaj šele brate in sestre po veri, ki mogoče malenkost drugače verujejo ali se si prizadevajo, da bi živeli po evangeliju. Tako da mi bi morali biti vzor ljubezni do vseh ljudi. Ne. Prav tako do nevernih. Pravzaprav se mi zdi, en svetnik ima verjetno rad vse enako. Pa tudi če je kristjan ali ni kristjan, ali je musliman, ali je komunist, ali je fašist, ali je lopov, ali je zločinec, karkoli. Ena taka božja ljubezen verjetno je v eni kaki svetniški duši. Ne. Koliko lahko pomanjkanje te ljubezni do soljudi, spoštovanja, iskrenega spoštovanja do njih in s tem tudi do Boga vpliva na dogajanje v svetu, denimo na nesreče, ki se dogajajo, naravne nesreče in tako. Vemo, da greh, oddalitev od Boga, oddalitev od resnice in ljubezni je zmeraj vzrok za takšne tragedije, ki jih človeštvo potem prestaja. Koliko lahko torej naša needinost med kristjani, med krščanskimi cerkvami vpliva tudi na takšne dogodke v svetu? Ja, vsekakor na človekov svet, zapravi na svet, ki ga je na nek način ustvaril človek, na to našo skupno sobivanje, na politiko, na pravičnost v svetu, na
vojne, naprimer, na ne vem, agresije in tako naprej, sovraštvo med narodi, med kulturami, med religijami ali pa pripadniki. Na to vsekakor vpliva, ne? To direktno vpliva, ne? Na človekov svet. Zdaj, če pa je recimo naš odpad od Boga vpliva tudi na naravo, če si to mislim, te naravne katastrofe, Tudi. to pa bi bila lahko teorija, ne? Nekako v tem smislu, da je ves svet nekako povezan med seboj, da naša misel je neke vrste energija tudi, ne? In da ta disharmoničnost v nas samih vpliva tudi na, se pravi, na okolje. Zdaj, kako se bi potem to potem dalje nekako prenašalo v ta mikrokozmos, v te energije, ki so pravzaprav samo kot atomi, pravzaprav niso nič kaj trdnega zgleda, ne? Da to vse je samo neka energija, to stoji, kaj jo pravzaprav povezuje. Teda to so zelo težka vprašanja, potem neke hipoteze zelo dalje ne bi bile tudi mogoče, ne? No, v smislu, da je duh najmočnejši. Tako je, v tem smislu, ja. Da je duh močnejši od materije. Naša odločitev, ta recimo jaz, svoboda, ki se odločamo nekje levo, desno, dobro, slabo, kaos, logos, ne? Red, nered, recimo zlo ali tisto, kar je moralno prav in moralno narobe, verjetno to vpliva lahko tudi tudi na ostali svet, ne? Naj nam sedaj preberem delček iz te knjige Krepost ljubezni, edinost, resnično življenje v Bogu, kar naj bi dobila prerokinja. In je zdaj, Vasula je že sprejeta, ti to bolj poznaš, je ona v Vatikanu, je to, ima odobritev, da se lahko širijo sporočila, da se lahko ustanavljajo molitvene skupine, da se lahko premišljuje ta sporočila in tako naprej. Ni prepovedana. Kdo je dal to odobritev? To je odobritev, ki jo je dal Vatikan in tudi naša slovenska škofovska konferenca. Tako. No, nenazadnje smo Vasulo gostili tudi na našem programu lansko leto v maju, ko je bila v Mariboru. Lep intervju je bil. Ja. Torej, kaj naj bi Jezus povedal o naši needinosti oziroma edinosti? Takole pravi: Otrok moj, z veseljem nosi moj križ in hvali očeta za njegovo velikodušnost. Poslušaj me, hudobni morda pričakujejo, da bodo uničili moj načrt edinosti, a se bližajo svojemu propadu. Ko sem predlagal mir, svetovni mir, so bili skoraj vsi za vojno. Kako naj se potem zavzamem za njih in jih branim, kadar se očetova roka dvigne nadnje? V mrežo, ki so jo razpeli, se bodo sami ujeli. Česa še nisem storil za vas? Vzel sem nase vašo krivdo, vas spravil z očetom in dal svoje življenje za vas. Kaj bi torej še lahko storil, česar še nisem? Potem pa nadaljuje: Hči, ali si se ozrla okoli sebe in kaj si videla? Potem pa nadaljuje Vasula in piše: Videla sem upore in še večjo razdeljenost, ki bo med nami, preden bo prišlo do edinosti. Ne morem si misliti, kdaj bo konec boja za edinost, niti kdaj bo konec brezboštva. Kako bi komentiral to slišano sporočilo? Težko, ne? To je pač privatno razodetje. Koliko sem razumel, bi naj bili nekako kasneje prisiljeni zaradi posledic večje needinosti v določenem trpljenju, bili prisiljeni v neko edinost, ne? Zdaj, ne vem, Božja želja je vsekakor, da bili edini. Pod narekovaje prisiljeni ali res prisiljeni? Ja, se pravi, stiska nas pripelje do tega, da iščemo Boga, ne? Nam pomaga tudi knjižnosti. Tako da je včasih, lahko rečemo, blagoslovljena bolezen ali pa blagoslovljen rak, ker nas popelje nazaj k Bogu, ne? In takrat, ko bo mogoče še slabši rezultati, zdaj so semenišča prazna, ne? Recimo, ne vem, bogoslovcev ni novomašnikov, cerkev izgublja na vseh področjih, medijsko je več ali manj negativno prikazana. Torej, ko bo še slabše, še vedno slabše, tudi drugod, lahko da bo prišlo do kakšne edinosti, ne?
pa se pravi, do očiščenja v cerkvi. In to bo Božje delo, ne človeško. Ja, vse tako vse Božje, verjetno, da ne vem. 059 01 18 08, spoštovani gledalci, je nocoj naša telefonska številka, kamor lahko pokličete v živo našega gosta, urednika programa televizije Exodus. 059 01 18 08, s kakršnim koli vprašanjem, morda tudi, če imate težave s prejemom našega programa, uredimo to takoj na začetku novega leta, da bo potem vse dobro teklo do konca leta, če se morda da urediti. Torej se upravičujemo, ker ne moremo napisati na ekran, ker je to v živo program, ne? Bomo pa zdaj od sobote in nedelje tele naprej te stvari zdaj tudi tehnično uredili. Torej, vse zahteva določen denar tudi, ne? In pa se pravi neko tehniko, ki mi zdaj v tem trenutku nimamo. No, k temu še prideva, k denarju in težavam, ki jih imamo glede priprave produkcije programa naše krščanske televizije. Še eno vprašanje imam z področja edinosti. Namreč, kako pa na našem območju v Sloveniji sprejemamo vernike drugačnih prepričanj, torej ne kristjane, in koliko smo v resnici tolerantni do njih. Nekateri pravijo, da tolerance v tem pogledu ni nikoli dovolj. Kaj pa ti praviš? Ja, zdaj kako mi v Sloveniji druge vere sprejemamo. Torej, prva stvar je to, da imamo svojo ustavo in imamo, bi rekel, človekove pravice, ki so zapisane v Združenih narodih. Imamo pri nas našo slovensko ustavo, kjer ima vsak pravico do izražanja svoje veroizpovedi. Potem imamo ljudi, ki pravzaprav v 80% niso kaj, bi rekel, dejavno verni, mogoče kakih 15% nedeljnikov, 70% sicer nekje le se izraža za katoličane v Sloveniji, ampak ne živijo tako tesno poglobljeno svoje vere. Se pravi, verjetno je, če ne živijo svoje vere, da bi iz vere že bili bolj ljubeznivi, sprejemali drugačnost, verjetno reagirajo bolj kot svet, ne. V svetu pa je vsaka drugačnost, bi rekel, malo težje sprejemljiva. Za nasplošno se meni zdi, jaz kakih posebnih podatkov nimam, ker jih pravzaprav ni, ne. Ampak mislim, da smo Slovenci kar tudi modri, pa tudi tako bolj miroljubni in tudi pametni, da znamo sprejeti drugačnost. Smo toliko široki, tudi lahko rekel, tudi toliko krščanski, da sprejemamo drugačnost drugih. In na enem takem določenem kulturnem nivoju se mi zdi, da smo sposobni drugim priznati njihove pravice, njihov način življenja. Seveda vse v nekih merilih in normah, ki jih določena država ima, da s tem ne škodujejo pač drugim, ne. Drugače pa v sami cerkvi mislim, da seveda to različni nivoji so tega sprejemanja, drugačnih, odvisno od posameznikov, ampak cerkev ima tudi svoja zapisana stališča, katerih kar je uradno drža, ki visoko ceni vse druge vere in religije in drugačne načine življenja. Zdaj, drugače verujoči, moram priznati tudi, da se slabo poznamo še svojo vero. Kaj šele, da bi drugo vero dobro poznali, ne. To je tudi en problem, da smo v glavnem potrošniška družba, ki delamo in kupujemo
ne, in trošimo. In to je vse, kar se dobro spoznamo, se pravi, kje je cenejše paradižnikova mezga ali v tušu ali pa v šparu, ne. To dobro poznamo, da je druge stvari, da bi prišli kaj posebej na globoko, pa ne. No, ampak mislim, da smo tolerantni. Tolerantni, ne samo tolerantni, torej, da jim priznavamo pravico in tudi, da živijo svoj način življenja. Tudi v naši politiki v zadnjih 2 mesecih lahko opažamo večjo odprtost in pripravljenost na sodelovanje z drugače mislečimi. Kako ti to vidiš? Čeprav lahko slišimo, državljani na tak in drugačen način znajo to kritizirati, sam osebno vidim, da vendar prihaja do večje odprtosti. Vsaj na nekaterih področjih, ki so morda prej bila bolj zaprta. Torej, z drugače mislečimi in drugače verujočimi, misliš, ljudmi? V politiki. Nasplošno. V politiki, mislim. Politiki. V aktualni politiki. Politiki je tak, ne. Politika ima seveda ena določena pravila, s kateri bi se morala držati, ampak žal v naši politiki je boj, ne, je vojna, ne. Zakaj? Zato, ker je pač narejen tak sistem, ker so pač dva spola različna, ki vsak svoje zagovarja, ne. Tako da naš sistem politični je narejen takšen, da mora biti izmenjava mnenj, recimo debata, mora biti kontrola drugega. Tako je narejeno, so različne stranke, ki se potegujejo za vodstvene in potem na nek način tekmujejo med seboj, ne. In v tekmi ni zdaj ravno, ne gre tu za neko široko odprtost in tako naprej. Seveda v tem sodelovanju že, ampak sam sistem je narejen tako, da je to tekmovanje, je to neki boj, ne. Zdaj, odprtost do drugače mislečih, ne vem, Zahod sploh sodelovanje, mislim, pripravljenost na sodelovanje tudi z drugače mislečimi ali pa prišlo je do več tega zbližanja, se mi zdi. Med strankami? Med strankami. Ja, mogoče res, ne. Vsekakor je to prisotno, da v tistih, bi rekel, eksistenčnih vprašanjih zdaj za našo državo, za naš narod, navsezadnje za gospodarska vprašanja, socialna vprašanja, da so vse stranke napovedale, da bodo podprle tista ključna vprašanja, ki so nujna vprašanja, ki so potrebna za preživetje naše države in z tega tudi naše suverenosti, naše organiziranosti, da država še deluje, da se stroj suče, da to vse skupaj funkcionira, da živi, ne. Da so potem pripravljeni. Mislim, da je to stvar tudi neke zrelosti strank oziroma naših politikov, voditeljev strank, in to je res nujno potrebno. Najverjetneje bomo že to soboto dobili novega mandatarja, predsednika slovenske vlade. Kako je na to dogajanje gledala cerkev? V zadnjem času nisem slišal pravzaprav, da bi nekje izstopalo mnenje Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji okoli pripravljanja koalicij in tako naprej. In kakšno je naše stališče televizije Exodus? Vemo, da pred državnozborskimi volitvami smo gostili različne opcije, predstavnike različnih strank ali pa prepričanj. Kako sicer gledamo na vse to? Koliko smo odprti? Torej, cerkev sama kot takšna se ne opredeljuje za nobeno politično opcijo. Pač pa želi nagovarjati posameznike, ljudi v vseh političnih prepričanjih, v vseh svetovno-nazorskih pogledih posameznika. In v bistvu opravlja svoje delo, to je oznanjevanje evangelija, novice o Bogu, o dobroti odrešenika, o odpuščanju grehov, o blagoslovu, ki nam po njem prihaja, torej o tej resnici o Bogu. To je prva stvar. Zdaj konkretno v tem času je
Torej so različne stranke z različnimi programi, no, nedvomno je pa to, da je tista stranka nekje cerkvi le ali pa mišljenju kristjanov le bliže, ki ima mogoče določene vrednote, ki so nekje bliže nauku cerkve in moralnemu nauku cerkve. Pravi, mogoče so tiste stranke nekako le bliže. Ne? Se pravi, predvsem pri teh moralnih vprašanjih se cerkev oglaša tudi v javnem življenju z svojim glasom in svojim mnenjem, lahko rečem, predvsem v moralnih vprašanjih. Ne? In pa plus vprašanje, ki se direktno tiče cerkve. Se pravi, v drugih vprašanjih, samih političnih in tako naprej, se pa cerkev v bistvu ne oglaša. Ne? Tako da so bile znotraj cerkve tudi različni, bi rekel, teološki pogledi, ki so bi rekel, torej cerkev ima tudi izredno razvit socialni nauk, se pravi o same organiziranosti, pravičnosti družbe in vse tiste stranke, ki težijo k tej pravičnosti povečani, ki je ohranjena suverenost posameznika, njegove pravice, tiste so nekako bliže pogledu cerkve in cerkev smo pa tako mi kristjani, ki potem nekako lahko po svoji vesti volimo. Nobene pa, bi rekel, prednosti strankam cerkev uradno kot bi rekel, kot vodstvena cerkev ali pa po nauku cerkve ne daje in ne sme dati. Zakaj se pojavlja toliko očitkov uradni cerkvi, da se vmešava v politiko? Ja, zdaj ne vem, v katerem primeru, da bi se direktno vmešavala v politiko. Ne? Edini en primer je bil to, ko so zdaj zbirala ta civilna iniciativa, zbirala podpise za torej proti sprejetju zakona družinskega zakonika in je nekako to civilna iniciativa se obrnila na duhovnike v bistvu. Civilna iniciativa ne je vodstvo cerkve, preko naše škofje, ampak civilna iniciativa se obrnila na župnike, posameznike in jih je prosila tu, da nekako naj podporo, oziroma če bi kakšni ljudje naj nagovorijo vernike. Nagovorijo menda nekaj v tem smislu, koliko se jaz kaj spomnim. Se pravi, drugače pa tu ni, to je edina stvar, nekak način, da so civilna iniciativa prosila direktno, mislim, da če se prav spomnim, se ne vem niti, kak je bilo. No, končno je tukaj, v tem vprašanju je stališče uradne cerkve jasno, ne? Stališče uradne cerkve v tem vprašanju, če je jasno... Družinskega zakonika. Ne vem, nisem pravzaprav... Cerkev si ne želi, da bi se sprejela takšna oblika in uzakonila, kot je zapisana v tem zakoniku, ampak je za to, da se marsikaj spremeni. Ne, moram priznati, da nisem zasledil prav čist uradnega stališča cerkve s tem zvezi. Vsekakor pa gre za družino kot takšno, ki bi naj se ohranila, pač klasično družino in tu so bile razne bojazni v zvezi z novim zakonikom o družini, da bi se potem rekel, popolnoma izenačilo takšen, bi rekel, način življenja ali bivanja dveh istospolnih partnerjev z družino, z heteroseksualnimi torej različnimi pari in da bi potem to bil začetek nekega prodora, da bi to potem prišlo v šole in da bi potem v šolah učili in tako naprej. In to si pa ljudje, mislim, nekako v tem trenutku niso pripravljeni, niti še ne zmorejo
takih hitrih korakov. Torej, da bi bil to neki začetek neke globalne spremembe torej, našega življenja potem tudi in vrednotenja. Takšna civilna pobuda, kot je bila ustanovljena, je postala grožnja tistim, ki so predlagali ta zakonik. Koliko bo s to civilno inicijativo in sploh pred referendumom sodelovala z vsem tem dogajanjem tudi naša televizija? Ja, naša televizija, kljub temu, da smo krščanska televizija s katoliškim programom pretežno, se ne bomo postavili na nobeno stran. Mislim, da tako kot mediji in kakor zakon o medijih tudi določa in kot je tudi prav, je potrebno dati enake možnosti zagovornikom zakona, da je bil sprejet takšen, kot je, oziroma tistim, ki ne sprejemajo določene stvari v zakonu in so proti njemu in naj lahko se soočajo. Mi bi pravzaprav to želeli, da bi se soočali na naši televiziji s svojimi argumenti, svojimi stališči, svojimi razlogi in potem ljudje v bistvu tako sami tudi odločajo. Naj pač zmagajo argumenti, naj zmaga pamet, naj zmagajo neka treznost, resnica na vse zadnje, kakorkoli mnenja, ali naj se soočijo. Mislim, da na naši televiziji ima vsak možnost, da pove svoje mnenje in potem tudi, da ga izrazi, ali pa tudi, da drugi nasprotni dobi pravico, da to ugovarja ali kakorkoli poskuša to spodbijati. Morda se nam je v zadnjih minutah kdo pridružil na drugi strani pred malim ekranom doma. Spoštovani gledalci, dober večer. Naš gost je torej nocoj na zadnji četrtek v mesecu, kot bo tako potekalo tudi vse leto, vse mesece leta 2012. Zoran Kodela, odgovorni urednik in direktor programa televizije Exodus. Lahko se pridružite s kakšnim vašim vprašanjem, vašim mnenjem, tudi na temo morda, o kateri nocoj govoriva. Sicer pa predvsem pričakujemo vprašanja glede našega programa. 059 01 18 08, 059 01 18 08. Ponovno se opravičujemo, kajti nismo uspeli v tehniki tako daleč v zadnjem času, da bi vam lahko telefonsko številko posredovali tudi na zaslonu. Zato vam jo ponavljam še enkrat. 059 01 18 08. Dobrodošli, če nas boste poklicali. Kje se nahajamo z našim programom, da predstaviva nocoj našim gledalcem, kako daleč je naša televizija po 3 letih, dobrih 3 letih oddajanja programa? Kako daleč? Torej, imamo program, ki ga oddajamo, ni takšen, kot bi si želeli, da bi bil. Idej je precej, ljudi ni, ki bi ideje te izpeljali, pa pač koliko zmoremo, toliko delamo. Skromni smo naprej. Pričakujem pa, da bo v določenem času, da bomo preživeli in da bomo upeljali tudi nove oddaje. Mislim, da kljub vsemu zdaj zelo lepo smo imeli pokrit ekumenski teden ali pa ekumensko osmino ali osmino za edinost, kako naj različno pač imenujejo to. In kar nekaj prispevkov je bilo. Res je, da nimamo denarja za filme. Filme bili dovolj, pogledamo recimo nekatere televizije, ima obvezno filme, ima 2-3 filme in je to zapolni njegov program. Potem še imajo seveda neprimerno večja sredstva, kot imamo mi. Ampak mi enostavno nimamo denarja za filme, poskušamo iz tega našega področja sami kaj posnet, narediti oddaje, pa to dati na program. Velikokrat lahko slišimo, da si radijski, televizijski programi, pa tudi časopisi prizadevajo za to, da bi predvsem ugajali bralcem, gledalcem, poslušalcem. Naša naloga verjetno ni to, v prvi vrsti, kajti naša naloga je oznanjati resnico. Čeprav je včasih tudi
težko sprejeti resnico. Ja, seveda, resnica... Nismo začehljani ušes, ne, tako kot piše Sveto pismo. Ja, apostol pravi, da naj ne bi samo želeli ugajati ljudem, pa jim v tem ugoditi v njihovih željah. Seveda, mi se držimo več ali manj Božjega nauka in želimo sprejemati vse ljudi, pa konstruktivno tudi delovati, vendar še vedno ni to nekaj, kar bi moralo biti, ne, mi pač imamo en tak bolj skromen program. Ampak upam, da bomo resnično trkali na srca ljudi lahko, da nekako vsaj zapustijo zlo, pa delamo dobro, ne, vse to. Kljub naši v zadnjem času še bolj okrnjeni ekipi, tehnični ekipi, bomo vendarle v novem letu pripravili še kaj novega, ne? Obeta se tudi zanimiv pogovor enkrat na mesec z našim mariborskim nadškofom metropolitom, kolikor mi je znano. Ja, torej, vse imamo nekatere novitete, ne? Začeli smo z govori škofov, ki zdaj že kar lepo potekajo. To so nedeljski nagovori naših slovenskih škofov. In ves mesec en škof ima, skoraj vsak dan gledamo njihov duhovni nagovor, to je nova stvar. Kar nekaj oddaj mislim, da bi se moralo realizirati, vendar je vedno problem v tem, ko smo mala ekipa, potem ko ljudje, ki bi naj nekaj vodili, ne zmorejo, ker mi delamo pravzaprav televizijo zdaj z 3-4 ljudmi, ne. In to je skoraj nemogoče, ne. Zato prihaja tudi do rahlih kadrovskih zamenjav, ne, v ekipi. Ja, seveda. Vsebinsko ti boš sedaj začel prevzemati nekako odgovornost za oddaje, katere bodo šle na program in tako. Ja. Eden od sodelavcev se poslavlja, ne? Težko je, ne, kar nekaj jih je že odšlo, ne. 2, 3, pač tako je, ne. Zaupamo Božjo pomoč. Pa torej naši botri tudi, Bog jih blagoslovi, ne, za njihovo delo. Še naprej tudi vabimo, če bi se kdo lahko pridružil od naših gledalcev, tistih, ki so redno z nami ali tistih, ki so občasno, ne, da nas po svojih močeh podprejo, da bi ta televizija še lahko funkcionirala. Lansko leto smo večkrat slišali iz tvojih ust, da je Bog naredil čudež, ne? Kar je bilo nekaj, ja. Ali bo letos kaj boljše? Dan pred plačo ni denarja, ne, potem pa denar pride, tako da tu že zato je čudež, da mi še kar vlečemo naprej, torej nimamo podpore finančne, ne strani cerkve, nobene, ne strani države, ničesar, ne, pa vseeno deluje. Se bomo še naprej morali tako zelo zanašati na Božjo previdnost? Ja, to je najboljše, ne, zato tudi smo tukaj, ne. Se pravi, zdaj, če je vse poslano z nekimi rožicami in tako naprej, se mogoče duhovno tako ne razviješ svoje vere, tako da zaupamo in razglašamo in molimo, tako da mi delujemo z Bogom, ne brez Boga. Mislim pa, da smo že prehiteli TV3, bivši TV3, ki je imel pa vse finančne možnosti, vso podporo in kjer so se dobesedno milijoni izgubljali, pa mislim, da že dalj časa delujemo in tudi imamo res mnogo bolj krščanski program, ne. Tako da ni vse tako enostavno, verjetno mora tako biti, kot je. 059 01 18 08, 059 01 18 08, še enkrat vas povabim, spoštovani gledalci. Nocoj poteka naša oddaja v živo na programu televizije Exodus. Pridružite se nam. Pred nami je nedelja Svetega pisma. Po tednu molitve za krščansko edinost pride nedelja Svetega pisma. Kaj tebi osebno pomeni ta beseda duhovniku? Gotovo
zelo veliko, vsak dan jo pravzaprav bereš ti, ostane še kaj časa oziroma si vzameš tudi zvečer, preden zaspiš morda Sveto pismo in ga prebiraš. Ali je to samo tisto, kar je službeno potrebno? Ja, torej to je tako idilično si ti to zamišljaš, ne. Torej, več ali manj poglej si župnike, ki imajo zdaj več župni, jaz še delam tukaj na televiziji in navadno zvečer samo padem v posteljo, ne. Še malo tam, ne vem, mogoče še gledam neke po molitvi brevirja in zaspim, ne. Tako da ni tu za neke romantike, ne, filmske, kjer bi ti še potem lahko še kaj dodatno kaj bral ali kaj tega. Žal smo, bi rekel, prezasedeni v vsem tem, tako da kaj posebno dodatno poleg, bi rekel, maš pa brevirja, kaj jaz osebno Svetega pisma žal ne berem. Sem pa rad bral tako ob knjigah duhovnih, kjer so bili citati in potem sam iskal, bi rekel, stavke, ki so bili tam navedeni, ne, in so bili zanimivi. Se pravi, Božja beseda kot podpora v našem duhovnem življenju je pa, se pravi, zelo močna. Zanimiv je tudi računalnik, ne, da se na tak način pripravljajo pridige, da v bistvu poiščeš, na primer po enem pojmu, besede iz Svetega pisma, na osnovi tistih stavkov Božje besede potem sestaviš nauk oziroma pridigo ali pa poučevanje, ne. Lahko tako raziskuješ Božjo besedo, kar je zelo zanimivo. Koliko ti je bil blizu predmet Sveto pismo, Stara ali Nova zaveza na Teološki fakulteti? Torej, jaz moram priznati, da zelo rad berem Sveto pismo, kadar ne tako redno, kot si ti misli, da vsak večer še moram berem, ampak rad ga, kadar ga berem ali pa se za sebe vzamem, malo študiram, zelo rad. Zakaj? Ker čutim, da me Božja beseda vedno nagovori, da je to kot neko zdravilo zame, za mojo dušo, za mojo notranjost. Ko berem Božjo besedo, čutim, da nekako res, da Bog vame vstopa. In da se mi misli urejujejo, da je Božja beseda, tako pravi Jezus, da je živa, da je več kot samo beseda, da je duh. In ima svoj učinek. Je terapija, je tableta za naše življenje, ne. Zato naši bratje, protestanti jih mi imenujemo, ali kakorkoli so išli iz tega zahodnega razkola, zelo cenijo Božjo besedo. Pa tudi lahko rečemo, tudi menihi pravoslavni, Božja beseda je zelo dragocena, ne. In deluje tudi danes. Je živa, učinkovita, ostrejša kot vsak dvorezen meč, ne? Javno razodetje je ena stvar, tiste, ki smo jo pravzaprav kristjani dolžni verovati. Drugo je zasebna sfera, ko Bog dušo nagovarja osebno. To so posebni darovi, mnogi jih imajo, mnogi redno, nekateri redno, mnogi tudi občasno. Tudi ti si eden od tistih karizmatičnih duhovnikov v Sloveniji, ki te ljudje zelo dobro poznajo. Kako pa tebe Bog nagovarja osebno? Na kakšen način dobivaš te njegove vzpodbude, informacije, besede? Božja beseda je ena, Božja beseda je živa. In rekel si, da iz Svetega pisma čutiš, da te napolnjuje Bog, njegov nagovor. Kaj pa tisto zasebno? Torej, jaz sem nekako vključen v prenovo v duhu in se mi ta duhovnost vedno dopadla, ne. Ampak moram pa priznati, da mi je blizu tudi meditacija, katoliška, krščanska meditacija ali premišljevalna molitev, kot se pri nas to imenuje. In mislim, da ta kombinacija obeh duhovnosti je lahko zelo uspešna.
Torej v prenovi pa so pač določeni značilni poudarki te duhovnosti, prenove v duhu, med katerimi so tudi torej molitve za ljudi, polaganje rok, slavljenje, molitev slavljenja in dejansko duhovna literatura, ki nas uči, kako naj se duhovno borimo, kako naj živimo, in je v glavnem na osnovi Božje besede, Svetega pisma, ki naj bi bilo naše glavno merilo. Poglabljanje Božje besede, se pravi avtoriteta Božje besede, merilo za naše življenje, posebno naše duhovno življenje. In tako da tu so potem tudi te stvari, ki jih pravi apostol Pavel, da so karizme, karizme duha, tudi karizma preroštva in tako naprej. In mi smo to tudi molili za to, prosili, tako da je v bistvu vse karizme, ki kako pač so, deluje na tem principu, da si enostavno odprt do Boga in da poslušaš v tistem trenutku. To je pa navadno tudi stvar nekega razvoja, tu enega prizadevanja in molitve, in takrat Bog lahko da kakšno sugestijo, mogoče besedo, neki namig, sredi molitve, na primer za ljudi, ne vedno, kar tako, ko hodiš po mestu, ampak v molitvi, v Svetem duhu, besede, ki ljudi potem druge lahko rešujejo. Ali pa dejansko Bog sam deluje potem po njih, ali podobe, ali kaj podobnega. Spravi, tisti, ki so bili na prenovi, in zdaj, če je to trezno, tudi premišljeno, če je to preverjeno, potem je lahko to kar dobro orodje. Kako zaslišiš, ali bolje rečeno začutiš to besedo ali besede? Torej, to je zdaj za celo eno daljšo predavanje, se ne gre samo za besede. Vendar je zanimivo. Gre za različne načine. Bi rekel, človek ni samo uho, ampak človek ima dušo, duha, ima vse te zmožnosti in ti lahko dobiš različne namige na različne načine. Pravi, da kot lahko dobiš neko podobo, sliko. In to je samo, v glavnem, mi smo imeli to tako po določeni literaturi tudi, ki te stvari opisujejo, da si ti odprt enostavno do Boga in potem lahko dobiš besedo, ki se ti ponavlja v tvoji notranjosti, ki pa si jo nisi sam zgradil. Predvsem je to važno, da zna tisti, ki bi rekel to, pač ima ta dar, da se zaveda, da zna razločevati, kaj je od njega, kaj pa je res nekako pride brez vzroka, brez nekega povoda v njegovo dušo, v njegovo notranjost. To je to. In je to dar predvsem za druge ali tudi zase? Ja, karizme, kot pravi apostol Pavel, Božja beseda, če se rečemo Božji besedi, pravi, da je dar jezika, da je edini za izgrajevanje samega sebe. Da vse druge karizme so za druge, so za gradnjo cerkve. Se pravi, za graditev cerkve kot takšna. In cerkev je vedno bila cerkev čudežev. Cerkev je vedno bila cerkev ozdravljena. Cerkev je vedno bila cerkev živega Boga, ki spreminja naše življenje. In karizmatična prenova za svojimi oživitvijo ponovno karizem, ki so opisane v Božji besedi in ki potem so tudi možnost na nek način, da se Bog pokaže na nek način za živega tudi. Ko vidimo, da so življenja spremenjena, ko vidimo, da se po molitvi marsikaj zgodi, potem tudi lažje verujemo in se čudimo in vidimo potem rezultate, sadove. Primer, nekdo pač je bil na heroinu in zdaj več se je rešil heroina, ima otroke, živi normalno, medtem ko večina ali pa 99% odvisnih od heroina propade. Zato vašo karizmatično družbo, da se tako izrazim, prenovo v duhu, srečanja potekajo ob sobotah, menda tukaj v Mariboru, ne?
Torej, jaz še vodim srečanja vsako soboto v Mariboru. To je pri Kapela srca Jezusovega. Pri bolnišnici? Ja, pri bolnišnici. Ob železniški progi, ne? Železniški progi. Znano je, da se pri teh vaših molitvah Bog, Jezus na poseben način manifestira in pokaže, da je živ, da deluje, da nam pomaga. Ja, torej, dejansko, če bi molili z vero, kot pravi Jezus, če bomo videli znamenja in tudi čudeže in tako, ne. Tako da jaz sem si zapisoval od leta, mislim, da od 96 do 98 zapisoval ta razna ozdravljanja, spremembe v ljudeh in je prišlo v 2 letih samo do enega tajega fascikla, ki ga imam. Pričevanj ljudi ozdravljen, tudi zdravniških raznih dokumentov in nekaj vsega. In potem pa nisem več pisal, ker to je bilo preveč vse teh stvari. Torej, Bog nedvomno, da deluje in daje razno zdravljene spremembe, ne vem, razne stvari, ne. Zdaj je bila recimo pred kratkim bila ena deklica, ki je po noči ni mogla spati, ne, in je skakala in tako naprej. In zdaj se veselimo tega ozdravljena, torej mamica že strašila, je rekla, kaj ne naredim, ona čisto se spremeni in jo niso mogli zbuditi takrat, ne, ko je ona skakala po noči, ne, in ni mogla spati, ne. In potem so rekli, ja, bomo peljali o zdravniku, psihiatru. Sem rekel, počakajte malo, psihiatr bomo dal tablete, ne. Potem rekli, ja, pa bomo šli k egzorcistu, če je tu neki hudi duh. Sem rekel, pa nima smisla zdaj, kaki hudi duh, to je pritisk na otroka, bo zdaj nekdo tam neke nad njim delal take čudne stvari. Sem rekel, dajmo moliti, prihajajte sem, bomo molili za otroka, vi ga blagoslavljate, tudi družina naj umakne ovire, ki so med Bogom in njimi, ne. Se pravi, ene spovedi, ene stvari treba urediti, mogoče se cerkveno poročiti in tako naprej. In bomo molili, bomo videli, kaj bo, ne. In Bog bo deloval. In tako je tudi bilo, ne. Tako da otrok, kljub temu, da so bili hudo prestrašeni vsi, kaj se to dogaja, je otrok lepo spi, živi, pančka in je vse v redu, ne. Tako da take stvari so potem, da se uredijo po molitvi, po večji ljubezni in potem tudi po večji spravi z Bogom, da umaknemo ovire, ki so med nami in blagoslovom, ki ga Bog želi dati. Potem Bog po osebah, pač, ki si jih je izbral, ali ki so mu bližje v molitvi, v veri, jih tudi nagovarja, tako kot si prej dejal. Ja, za druge, neke karizme, se ne gre za neke, to je čist nekaj malega, bi rekel, preprostega, to ni ne vem nekaj. Ne, to so pač kakšne sugestije, ki ti potem po veri, tudi potem upaš povedati, ne. In si lahko velikokrat potem res presenečen, da tako tudi je, ne. Da so to stvari, recimo, ki se potem ljudje lahko potrdijo, ne. Lahko povem več takih primerov, ki so se zgodili, ampak sam ne moreš verjeti, da je to potem resnično to, ne. Zdi se mi, da si preveč malenkosten v tem. Bog je vendarle velikodušen in tudi v tej vaši družbi dela velike stvari, to že leta poslušamo. Ja, samo nevarno je to, ne, da ljudje, ko vidijo, da jim Bog da kako podobo, pa da se nekaj potem zgodi, jih zagrabi na puh, ne. Ali pa recimo, to je nevarnost pri karizmatičnem gibanju, ravno to, da nekdo misli, da je on nekaj posebnega, ne. Če se enkrat moli, pa da nekdo zdravi, recimo, in zdaj misli, zdaj sem pa jaz svetnik, ne. Kar pa ni res, ne. Dejansko je najpomembnejše to, da se ohranja ponižnost in tudi neka zrelost, treznost in to je to. Da bi Bog lahko močneje deloval. Ja ne, da se tudi ti ne izgubiš, ne, da se ti ne izgubiš. Ker tebe zlomi potem to lahko, ne. Če ti bo začelo v možganih tvoji v duši napuh te dvigovati, kdo te bo zaustavil, ne. Bog uslišuje prošnje, prosite in vam bo dano, če bomo z vero prosili in tako naprej, kot si dejal, če odstranimo ovire med Bogom in nami. Sveto pismo je knjiga knjig, pravimo, in v njej je zapisano, da človek ne živi le od kruha.
ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust, od vsake Božje besede. Kaj bi ti po tvojih izkušnjah dejal tistim, ki ne poznajo te knjige, ki še morda sploh niso prijeli nikoli v roke, jih ne zanima, jih ne pritegne, ampak jih privlači vse drugo, kar ni iz te knjige? Ja, moram priznati, jaz sem bil takšen, ki nisem nikoli prijel Svetega pisma v roke. Ne. Jaz sem v bistvu z 18 leti prvič prejel, bral Božjo besedo, Sveto pismo, ne, in se mi je zdelo fantastično, ne. Posebej knjiga, Sirahova knjiga, knjiga modrosti, vse ta modrostna literatura, in pa psalmi, naprimer. In je Sveto pismo, je knjiga Boga. Je knjiga Boga, ki osebno nagovarja človeka. Je pa res pomembno to tudi, mislim, da je to tudi pametno, da ima cerkev v tistih kritičnih trenutkih, mestih, recimo razumevanja Svetega pisma, ima to pravico avtentično razlagati določene stavke, ne. Ker drugače bi vsak po svoje razlagal in potem vsak svojo cerkev ustanovil. Ne. V tistih kritičnih, ne takih, ampak tistih najbolj nevarnih, težkih, bi rekel, mestih, da cerkev potem avtentično tisto razlaga, po Božji besedi, nauk cerkve. Torej, vsekakor je pa Sveto pismo je in bo knjiga številka 1 v svetu in je pravzaprav krivično, da jo ne, vsaj se otroci v osnovni šoli z njo ne seznanijo. Kot, če ne drugače, vsaj kot ne vem, kot zgodovinsko knjigo, ki je izredno zanimiva, kot staro knjigo, ki obstaja, še je dan živa in tako naprej. Del kulture. Kot del kulture, kot recimo, ne vem, kot umetniško, pomembno umetniško knjigo, ne. Sigurno je to knjiga knjig, prevedena v največ jezikov v celem svetu, mnogi iz nje črpajo svoj način življenja in mislim, da bi si zaslužila neko mesto v čisto rednem vzgoji v osnovni šoli, kakor tudi, bi rekel, neke različne filozofije, pogledi na svet, ki so danes v svetu, ne. Da se ljudje lahko malo orientirajo, o teh zadnjih vprašanjih smisla življenja, morale in tako naprej. Vsak kristjan v Svetem pismu, glede na potek njegovega življenja, glede na njegovo življenjsko zgodbo, osebno zgodbo, najde v Svetem pismu odlomke ali pa citate, ki so mu pisani na kožo, ne? Kateri so tebi najbolj priljubljeni, katere največkrat razmišljaš, meditiraš, ki ti najbolj pomagajo? Ja, različne besede so Božja beseda, ki se rad spomnim, ne. Vsekakor ena najlepših je tale, ko je vse zame bila, recimo, ali pa se zdaj spomnim, ne, da Sin človeku ni prišel, je prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. To mi je zelo všeč, se me dotika. Torej, Sin človeku je prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Jezus je prišel reševati ljudi, ki so izgubljeni, torej, ki imajo izgubljeno tekmo, ne, ki je konec z njimi, ne. On je prišel iskati in rešiti. Spravi, tu se mi zdi ta usmiljenost našega odrešenika in poslanstvo Jezusa. Iskati in rešiti ljudi, ki so izgubljeni, ki ni več za njih rešitve, po človeško gledano, ne. Ampak in rešiti. To je čudovito. Pogosto lahko slišimo v javnosti neupravičene bojazni tistih, ki ne živijo s cerkvijo, da si cerkev prizadeva s pomočjo tudi desnih strank in tako, da bi uvedla verouk v šole. Kako gledaš ti na takšne izjave in
Tudi v luči tega, kar si sedaj nazadnje povedal, da je sin človeku prišel, da bi Zanimivo je rešil. to, jaz sem bil zadnjič presenečen, da smo mi in Albanija, se pravi albanska država in Slovenija, so edine države, ki nimajo verouka v šoli v Evropi. Ima Srbija, ima Hrvaška, ima Romunija, mislim, da ima tudi Madžarska, vse države imajo verouk v šoli. Se pravi, jaz točno ne vem, kako je to v šoli, ali je to v šolskem sistemu, ali so to, bi rekel, izbirni predmeti kot verouk čisti, ne? Ali so pa to lahko tudi neki nauki o verstvih, ampak vsekakor smo edini mi in Albanci, se pravi, smo albanska država in mi smo edini, ki nimamo verouka v šoli, ne. Se pravi, smo še toliko ortodoksni, še kar nazaj. Kar pa ne pomeni, da bi verouk zdaj mora biti direktno v šoli, pač pa, da bi, mislim pa, da bi lahko bil pa v šolskih prostorih, recimo včasih, če nimajo, tako da jaz nimam urejenih učilnic, enostavno župnija nima denarja za ene poštene učilnice, da bi naredili, imamo to možnost in tudi imamo to pravico na vse zadnje, ker so marsikaj v šolskih prostorih, da imamo verouk v šolskih prostorih, ne. To, ampak da bi tudi na nek način se sprejemalo tiste, ki verujejo, ne. Pač verujejo, imajo določene svoje pravice, če jih je toliko, lahko imajo tudi v šoli kot neke, ne vem, obšolske dejavnosti ali kaj takega, ne. Ampak mi smo edini sedaj v Evropi, ki tega nimamo, poleg Albancev. Končno pa je poznavanje drugače mislečih ljudi, drugačnih prepričanj zelo pomembno za dobro sobivanje, uspešno sobivanje, ne? Tako da bi bilo pouk dobro uvesti, tudi poznavanje religij. No, to je seveda zdaj, to je ena stvar, eno je pa sam verouk, ne, zdaj pač samo verouk. To je zdaj malo širša tema, ne. Ampak to seveda ne obvezno, ne. To je jasno, da to... Neobvezni predmet, ja. To je jasno, da tu ne more nobenega prisiliti, da bi šel k verouku. Izbirna vsebina. To ni prav, ne. Ni prav. Ne je bilo prav, ne. Ampak če nekdo pač ima in dejansko tu je, mene presenetilo, no, danes smo imeli o teh katoliških medijih, katoliški mediji smo se nekako dobili pri Svetem Duhu, pri Uršulinkah, in je bila tam podatek, da je 66% mladih Slovencev se opredelilo za katoličane, ne, če tudi seveda ne živijo vere, ne. Ampak je to zanimiva neka statistika, pravi, da je le na nek način v mladih to prepričanje oziroma neka pripadnost, ki jo pač gojijo, da je to pomembna stvar, tudi tale naš verouk, ki ga imamo, ne, ampak le nekako pusti pri otrocih nek dober spomin, če ne drugo, vsaj, da če je bil lušten verouk, ne, da so se dobro imeli, recimo, pa da je bilo prijetno, ampak očitno jih tudi nekaj nagovarja, ne. Hrvaška se pripravlja oziroma je že izglasovala, da bo vstopila v Evropsko unijo. Bo v novem letu kaj več tega globalnega povezovanja, morda naše televizije z drugimi televizijskimi hišami? Sedaj že več časa imamo navezo s centralno vatikansko televizijo, prenašali smo hrvaško televizijo ob razglasitvi drinskih mučenk v Sarajevu za blažene in tako naprej. Koliko imamo pravzaprav sploh možnosti, da se še širše povežemo? Ja, možnosti je veliko, ne, samo nas je zelo malo, ne. Mi bi na neko televizijo združevali par ljudi, jaz z 2 župnijama, bi na mene to več ali manj vse skupaj odpade potem, in medtem ko teh par ljudi pa tehnično nekako to vzdržuje vse skupaj, pa tisti program dajemo noter, pa hodimo nekaj snemati, pa montiramo in to je veliko nemogoče, ne. Tako da zdaj pač čakamo na božje usmiljenje, da bomo preživeli naprej, pa že to je pravzaprav pravi čudež, da sploh smo, ne.
če sem čisto odkrit. Tudi tako, ker imamo le malo, mogoče malo tako radikalen program, res da je molitve pa najsvetejše, pa maše, ne, nekaterim to verjetno ne paše, ne, kakšnim, ki mislijo, kaj je zdaj to, ampak tako je, ne, in kljub temu še bivamo, smo, funkcioniramo, tako da Bogu hvala, ne bi radi bili preveč agresivni v našem slovenskem prostoru, pač pa nekako, mislim pa, da se le teh, kažem, 50% katoličanov tudi zasluži, da ima vsaj neki taki, vsaj skromni program, bi rekel, svoje vere ali pa cerkve, tudi na video mediju, ne, ali pa televiziji, recimo. Ne. Ali uspevamo v razmerju programskih vsebin, tako kot smo se na začetku zastavili, približno 30% popolnoma verskega programa? Ja, zdaj tako žal, ker ta program sami ustvarjamo in da imamo še meni dovolj še celo več verskega programa, kot samo 30%, ne. Tako da strogo verskega, ne, tako da mislim, naša programska schema je bila celo več, ne, vse skupaj, eno je direktni, bi rekel, liturgije 30%, ne, pa potem tako naprej, tako da je samega verskega programa je več, je čez 70%, ne, verskega programa. Druge stvari je potem nekoliko manj, ne. Držimo se programske scheme, ja. Čeprav smo želeli okoli 70% splošno koristnih vsebin, ne? Ne, to pa nisi prav razumel. A ne? Ne, to pa ne, ampak mislim, da okrog 40% pa je. Božja beseda je prioriteta na našem programu, tudi že pravzaprav gotovo 2 leti vsak dan nekajkrat predvajamo evangelij. Tisto je lepo, ja. Iz avtentičnega okolja, iz Svete dežele, s podobami, s filmom. Kje smo pravzaprav prišli do teh vsebin ja, to pač slikovnih? Se potrudimo, ne? da pridemo do njih, ne? Se potrudimo, da pridemo do njih. Gre za zelo lepe slike, kratke filme iz Palestine, Svete dežele. Ja, seveda, pač kaj čemu reči, kje potrebujemo, na trgu. Na trgu. Ja. No, kakorkoli, želim, da bi tudi v novem letu 2012 na trgu, ne, prišli do čim boljših vsebin, da bi lahko dali še več našim gledalkam in gledalcem, ki si to zaslužijo, mnogi si to želijo in veseli smo za tiste in hvaležni, ki so z nami, ki so ostali zvesti našemu programu, še bolj veseli pa tistih, ki so se nam na novo pridružili, ne? Morda v zadnjem času in bolj redno spremljajo naš program ali ga na tak ali drugačen način podpirajo. Ne gre le za materialno podporo, tudi duhovna podpora nam je izjemno bistvena in pomembna, ne? Koliko čutiš to drugo podporo pri tvojem delu? Jaz čutim, da ti ljudje, ki nas gledajo ali pa ki nas podpirajo, so zelo požrtvovalni, ne? In tudi vidijo v tem tudi neke vrste službo Bogu nekateri, ne? Mislim, večina pravzaprav. Tako da tudi mnogi rečejo, molimo, ja, podpiramo vas, pa tudi tisto včasih ne morem razumeti, ker sem sam zelo kritičen do nas, pohvalijo program, ne pravi, ja, pa ga v redu, pa to smo gledali, pa ono je bilo v redu. Tudi sam včasih najdem tak res nekaj, se mi zdi, da je bilo v redu. Zadnji sem zelo vesel bil vseh teh prispevkov o osmini krščanske edinosti. Recimo to srečanje mladih v, mislim, Binkošni cerkvi smo mi posneli. Je bilo prav lepo srečanje, ne. Pač takih stvari drugi nimajo, ne, ko imamo mi. Mi smo enkratni v tem, ne. Seveda ne moramo same dobre, same bisere imeti, tudi drugi mogoče toliko nima, ampak se pa marsikaj lepega tudi vidi pri nas. Posebnost naše televizije, ki se zelo odraža od drugih televizijskih programov v Sloveniji, je gotovo papež Benedikt XVI, naše neposredni prenosi iz Vatikana ob sredah dopoldan in potem ponovitve, ne. Tudi sedaj je pred nami svečnica
Jezusovo darovanje v Jeruzalemskem templju. Gotovo bomo prenašali tudi kakšno papeževo mašo. Ja, seveda bomo. Papež ima kateheze oziroma tiste maše, pravi, da tudi slišimo glas tam nekje iz centra krščanstva. In njegova potovanja v letošnjem letu ima namen na Kubo, menda, ne? Ja, mi ga bomo spremljali, kamorkoli bo šel, in tudi ljudje bodo lahko ga spremljali. In v bistvu gre pa, mislim, da tu predvsem za sporočilo, se ne gre, da papež tam okrog hodi, ampak sporočilo, povezovanje kristjanov, gre za dogodek, pač za gradnjo edinosti, ljubezni in sporočilo. Njegove kateheze, ne? Tako. Hvala, Zoran, za nocoj, torej za prvič v letu 2012. Nobenen od naših gledalcev naj ni poklical, čeprav sem na začetku dejal, da bo tema lahka. Upam, da nisva zamorila z najnim govorom nocoj gledalcev in da so morda prisluhnili in si ob vsem tem svoje mislili, ne? Upam, da dobro, drage gledalke in gledalci. Hvala tudi vam za pozornost.